gre toliko za vprašanje pravičnosti razporeditve, ampak njene legitimnosti. Se pravi tega, ali ljudje imajo občutek, da so v družbi nagrajeni tisti, ki k družbi največ prispevajo. Mislim, da tega občutka danes ni. Upravičeno ga ni, veliko ljudi je obogatelo z sumljivimi posli v času privatizacije in tako naprej. In recimo v dobrih podjetjih, kjer pa direktorji dobro delajo, kjer zagotavljajo delo ljudem, kjer zagotavljajo tudi nova delovna mesta, tam pa nihče ne sprašuje, da so preveč nagrajeni. To se pravi, treba je predvsem ta sistem vrednot spremeniti in na te vrednote, na dejanske dosežke vezati potem nagrado, ki jo ljudje dobijo. Banke seveda lahko delujejo drugače, tudi ta obseg tega obnašanja neracionalnega v bankah je bil omejen predvsem na določene dele teh inštitucij, na te bolj špekulativne naložbe. To se da delno rešiti z regulacijo, se pravi država lahko delno to preprečuje. Druga stvar, ki to mora rešiti, je pa seveda trg. In na trgu je že večkrat prišlo do padca teh balonov, vendar nekako vlade tudi niso dopustile, da se to zgodi tudi zdaj. V bistvu vlade po celem svetu rešujejo tiste, ki so delali napake, namesto da bi pustili, da oni nosijo polno odgovornost za svoje napake v finančnem sektorju in potem se gotovo te stvari ne bi več v takem obsegu ponavljale. Vrednostno mi je gotovo bližji liberalni pogled. Mislim, da država ne sme preveč posegati v normalno življenje ljudi, ne samo v gospodarsko življenje, ampak nasploh v življenje ljudi. Seveda je pa absolutni pogoj liberalne družbe odgovornost ljudi za svoje ravnanja. To se pravi, to ne pomeni neodgovornosti, ne pomeni, da vsak lahko počne, kar hoče. Vsi smo zavezani nekim temeljnim etičnim načelom in seveda spoštovanju prava, ki mora ta etična načela odražati. Če je ta pogoj odgovornosti izpolnjen, potem družba, v kateri so ljudje svobodni in se sami odločajo, s kom se bodo povezovali, na kakšen način, kako bojo poslovali, kaj bojo v življenju počeli, vsekakor družba, v kateri je prijetno živeti. Mislim, da je zdaj pravzaprav s tem odpisom dela grškega dolga narejen en korak v smer, ki bo malo razbremenila pritisk reševanja te krize. Veliko je odvisno od tega, kako odgovorno se bodo Grki obnašali naprej, ali bodo zdaj ta odpustek, ki jim je bil dan, izkoristili za to, da zaživijo brez, se pravi z manjšim bremenom odplačevanja dolga, pa vendarle zelo striktno naredijo vse tiste reforme, ki se od njih pričakuje. Če bo ta na nek način dogovor uspešen, se pravi odpis v zameno za dejanske spremembe v politiki, ekonomski politiki v Grčiji, potem je to lahko prava rešitev in se bo tudi evro stabiliziral. Tudi prve reakcije finančnih trgov kažejo, da je to bilo razumljeno kot dobra rešitev. Mislim, da je ključna naloga za novo vlado, da s svojim delovanjem vzpostavi ponovno zaupanje v državo Slovenijo in se pravi državljanov do politike, do državnih inštitucij in, kar je morda še bolj pomembno, zaupanje domačih gospodarstvenikov, domačih investitorjev in tujih investitorjev do Slovenije. Tega zaupanja danes ni. Slovenija velja za zelo neprepričljivega partnerja. Recimo, mi smo velikokrat rekli, da bomo kakšno zadevo prodali, privabili tuje naložbenike, pa se potem premislili. Tega ne smemo več početi. Obstaja nekaj zelo jasnih ukrepov, nič ne pomaga, če govoriš, da boš bolj verodostojen, moraš to pokazati z ravnanjem. Prva stvar, ki jo treba narediti, pokazati, je treba, da obvladuješ svoje lastne stroške, to se pravi zniževati javne izdatke. Druga stvar, ki jo treba narediti, olajšati življenje ljudem in podjetnikom. To se da narediti zelo hitro, tako da se gre skozi ključno zakonodajo na področju davkov, trga dela, sociale, prostorsko zakonodajo, javna naročila in se tukaj zelo hitro da ven zmetati nepotrebne administrativne obremenitve. In s tem se bo pokazalo, da nova vlada dela drugače in se bo to zaupanje vrnilo, potem se bo možno pogovarjati tudi o resnih naložbenih projektih, ki bodo zagnali gospodarstvo. Način delovanja države lahko spremenimo samo tako, da na čelo, na glavne funkcije v državi pridejo ljudje, ki bodo razmišljali drugače, ki bodo v sebi imeli to idejo, da je država pač
ni njihova last, ki bodo skromni v tem smislu, da se bodo zavedali, da država ne more posegati v vsako malenkost v tej državi in ki bodo skromni v tem smislu, da se bodo zavedali, da oni niso oblast, ampak so nekdo, ki je dolžen biti servis državljanom in gospodarstvu. In ta miselnost mora potem se odražati skozi zakone, skozi vse, kar mora priti do zadnjega uradnika na upravni enoti, pa do zadnjega učitelja v šoli. To je en dolg proces, ki ga je možno seveda od zgoraj voditi z neko odločnostjo in z dobrim zgledom. In potem se bo ta miselnost počasi spremenila. Mislim, da predvsem rabimo nekaj šol, ki bi bile bolj odlične. Seveda je študij množičen, zaradi tega tudi pada kakovost, pada tudi prizadevnost študentov in, kar je enako pomembno, pada tudi prizadevnost profesorjev. To je po svoje nek proces, ki ga ni mogoče zaustaviti. Študij je postal množičen povsod po svetu. Tisto, kar Sloveniji manjka, je nekaj dobrih šol, kamor bi šli tisti najbolj ambiciozni študentje, ki so pripravljeni študirati dejansko 12 ur na dan in kjer bi učili profesorji, ki so pripravljeni te študente 12 ur na dan podpirati pri njihovem študiju. Takšne inštitucije v tujini so, to so tiste, ki so najboljše, ki bi jim radi vsi bili podobni, ampak to zahteva resen angažma in velike vložke dela, energije, pa tudi finančnih sredstev. In danes je ključni problem Slovenije to, da najboljši študenti, najbolj ambiciozni ljudje gredo v tujino zaradi tega, ker v Sloveniji ne najdejo tistega, kar iščejo. Pretakanje možganov med državami je neka normalna zadeva. Mladi ljudje, ambiciozni ljudje želijo iti v tujino tudi zaradi tega, ker je to drug svet, ker je to privlačno, ker je pač zanimivo zamenjati okolje. Mi bi morali pa ustvariti v Sloveniji okolje, v katerega bodo pa tujci in se tudi tisti naši ljudje, ki so šli ven, se radi prihajali. In tukaj imamo največjo rezervo. Že sam postopek habilitacije na univerzah je zelo zapleten. Univerze same delujejo kot zelo zaprta druščina, ki ne spusti k sebi ljudi, ki so šli enkrat ven, v tujino ali kamorkoli iz tega sistema. Te zadeve je treba spremeniti, treba je tudi narediti sistem nagrajevanja v zasebnem sektorju in v javnem sektorju, ki bo omogočil tem najboljšim ljudem, damo tudi ustrezno nagrado. Pač moramo se zavedati, da nekdo, ki je naredil odlično univerzo nekje v Angliji, recimo, da pač njega ne moramo dati na enake pogoje zaposlitve kot nekoga, ki je naredil neko pač univerzo v Sloveniji, ki se po kakovosti s tem ne more primerjati. Lizbonska strategija je tudi na evropski ravni nekaj, o čemer se zelo malo govori. Še njen uradni rok se je iztekel. Zdaj se bolj ukvarjamo z reševanjem krize, pa z nekimi vizijami, ki pa niso zelo operacionalizirane. In generalna ocena, po mojem, za celo Evropo je, da Lizbonska strategija ni bila uresničena, je pa spodbudila določene premike. Tudi v Sloveniji smo nekatere reforme ne ravno delali zaradi Lizbonske strategije, ampak morda malo bolje razumeli, da so potrebne tudi zaradi tega, ker je bil na ravni Evrope nek proces. Jaz temu včasih rečem proces izobraževanja politikov. Ko gredo v Bruselj, slišijo za neke koncepte, vidijo, kaj se dela v drugih državah in jim potem tudi doma lažje razumeti predloge, recimo ekonomistov ali pa drugih, ki predlagajo določene spremembe. To se mi zdi, ta proces učenja je bil najbolj dragocena stvar pri Lizbonski strategiji. Mislim, da je to nek normalen ekonomski proces prevzemanja podjetij in mislim, da tukaj Slovenija žal nima več kaj dosti izbire. Ko ti teče voda v grlo, takrat ne moreš izbirati, kateri rešilni pas boš zagrabil. In mi smo na žalost, in to mislim, da je potrebno ljudem zelo jasno povedati, se znašli v položaju, ko ne moremo več izbirati, ampak rabimo kakršnokoli rešitev, da pridemo iz krize. Naše banke so slabe banke, vsaj ta največja, obremenjene s terjatvami, ki jih ne bodo mogli izterjati, za šibkim kapitalom in to se tudi vidi. One v bistvu niso sposobne kreditirati gospodarstva. In edini način, da se to reši, je, da banke prodajo te terjatve, ki jih imajo, ampak to so lastniški deleži v slovenskih podjetjih
In ker v Sloveniji ni prav veliko investitorjev, bo verjetno veliko tega končalo v tujih rokah in tudi banka sama, če govori o Novi Ljubljanski banki, bo na koncu morala končati v tujih rokah, ker je to edina, ali pa v rokah domačih investitorjev, če bi ta denar bil, ne, ampak vsekakor zasebnih lastnikov, ker je to edini način, da začne delovati kot normalna banka in za nas je zdaj najpomembnejše, da zagotovimo likvidnost v gospodarstvu. Da dejansko začnejo banke spet kreditirati, da ima gospodarstvo doma lahko vire sredstev, kredite za svoje nove projekte. In žal so vsi ti poskusi s sanacijami, z državnim vodenjem teh bank in tudi podjetij pokazali, da tega enostavno ne znamo v Sloveniji početi. In če tega ne znamo početi, potem je bolje, da banke, podjetja zaupamo v roke tistim, ki jih znajo upravljati in mislim, da bo zaradi tega tudi naše gospodarstvo v boljšem položaju. Mislim, da nismo tako zelo dobri teoretiki, kot pravite. Evropske direktive dejansko prenašamo v zakonodajo, pri tem smo pravzaprav pogosto veliko bolj papeški od papeža, kot se reče. Prenašamo vse in še več, kot je potrebno. Dodajamo še svoje lastne dodatke k temu pogosto. To je nepotrebno. Mislim, da bi večkrat morali si upati tudi kakšno direktivo ne prenesti tako zelo dobesedno, če mislimo, ali pa na nek način, ki je prilagojen domačim razmeram, domačim potrebam. In nasplošno je to problem pri pisanju zakonov. Ljudje, ki pišejo zakone v Sloveniji, so pa ponavadi res teoretiki v tem smislu, da to pišejo uradniki, ki edino poznajo življenje v javni upravi in ta del nekega urejenega sveta, ki pa je vedno bolj oddaljen od tistega, kar se v praksi, recimo v gospodarstvu, dogaja. In zato imamo zakonodajo, ki je zelo neprilagojena dejanskemu življenju ljudi in gospodarstva. Mislim, da zadnji podatki kažejo, da smo to kar uspešno izboljšali. Je pa tukaj v sami domači proceduri spet ta problem, da ene stvari jemljemo preveč zares in so potem ti postopki prijav in črpanja teh sredstev nepotrebno obremenjujoči za podjetja, ki bi ta sredstva želeli pridobiti. Tukaj je še neke rezerve, da se te zadeve spremenijo. Seveda se jim je mogoče izogniti, nikoli jih ni možno popolnoma odpraviti, ampak vsekakor ena stvar, o kateri razmišljamo, je recimo zaščita tistega, ki koruptivno dejanje prijavi. To se pravi, če je nekdo prisiljen dati korupcijo, se pravi nek prispevek, potem in je to pripravljen recimo sporočiti organom pregona, mislim, da je treba tako osebo zaščititi in to omogoči, da se te zadeve tudi dokažejo. Druga stvar je pa, seveda veliko je te korupcije, ki ni v denarju, ki je neformalna. Jaz naredim uslugo enemu, drugi jo naredi meni. Tega je ogromno. To je tudi težko preprečevati in tega se treba razumno lotiti. Se pravi, mislim, da bi morali dejansko tisti, ki so usposobljeni, organi pregona, recimo Nacionalni preiskovalni urad, dobiti večja pooblastila in ker oni lahko nekaj naredijo in tudi tesneje sodelovati s tožilstvom. Pogosto je pri nas problem, da recimo policija nekaj raziskuje, pa ne zna pripraviti zadeve tako, da bi jo tožilec lahko dejansko na sodišču uveljavil. Zato razmišljamo o tem, da bi to kriminalistično policijo povezali tesneje s tožilstvom, da bi tožilci lahko usmerjali delo policistov in s tem v bistvu jim povedali, kakšne dokaze rabijo, kaj morajo početi za to, da bodo lahko oni na sodišču zgradili primer, ki bo zdržal. Tam, kjer seveda resnično gre za neke lumparije. Trajnostni razvoj zame pomeni uravnoteženost treh dimenzij razvoja, ekonomske, socialne in okoljske. Je vsekakor pomemben in ima tudi velik potencial, če se tega lotiš na nek pravi integrirani način. Te stvari niso v nasprotju. Se pravi, gospodarstvo lahko najde ogromno priložnosti v tako imenovanih trajnostnih industrijah. Ljudje, ki se počutijo socialno varne, so lahko bolj ustvarjalni, prevzemajo tudi večja tveganja v gospodarskem življenju. Se pravi, te zadeve se da povezati med sabo. Ne smemo razmišljati, da je zdaj gospodarski napredek v nasprotju s socialnim in okoljskim. Treba jih je samo znati na pravi način povezati in lahko na vseh treh področjih v bistvu
dobimo. Jaz mislim, da prva stvar je tisto, kar vlada lahko naredi, je, da spremeni delovanje Ministrstva za okolje in prostor. Tam je ogromno, po mojem, nepotrebno dolgih in nepotrebno zapletenih postopkov, ki trajajo tudi zaradi enostavne uradniške inercije zelo dolgo in to se enostavno da rešiti. Pač, če so neki roki predpisani v zakonu, če niso, se jih pa da predpisati in vodja, recimo ena agencija za okolje, če ni sposoben zagotoviti, da spoštujejo te roke, mora pač svoj položaj zapustiti in prepustiti mesto nekomu, ki bo to znal zagotoviti. Tako bojo vsaj postopki hitrejši. Zdaj se pa v teh postopkih treba vedno iskati ravnotežje med varstvom okolja in gospodarskimi interesi ali pa interesi oskrbe z energijo. Mislim, da se to da. Primeri sploh severnih evropskih držav kažejo, da je to možno. Treba je pa s to miselnostjo nastopati. Včasih smo do okolja preveč zaščitniški, preveč puristi, in seveda treba tudi voditi dialog s temi nevladnimi organizacijami na ta način, da se pride do nekih rešitev, ki so sprejemljive za vse in to se gotovo tudi da narediti. Samo treba se res potruditi in seveda to birokracijo, ki otežuje potem kakršnekoli tudi dobre projekte, je treba seveda spraviti na minimum. Toliko medijev ne spremljam, mislim, da ni prav velike razlike, da nacionalna televizija nima prav zelo jasno definirane vloge in se mi zdi, da s svojimi programskimi vsebinami pa tudi z načinom poročanja se skuša konkurirati zasebnim medijem, kar je po mojem nepotrebno. Se pravi, mora biti zelo jasno definirati, kaj je ta javna funkcija javne televizije, to javno funkcijo zagotavljati s proračunom. Ne vem pa, zakaj mora to biti 3x24 ur programa. Gotovo ni vse tisto, kar počne RTV Slovenija v funkciji zagotavljanja neke objektivne in uravnotežene obveščenosti državljanov. To se pravi, jaz bolj razmišljam o tem, da če in gotovo obstaja neki javni interes po nacionalnem programu, da se pač država plačuje za tiste vsebine, ki to zagotavljajo. Ni pa treba mogoče, da plačuje ves pogon skupaj za čisto komercialnimi projekti, ki jih je tudi na nacionalni televiziji pravzaprav veliko. Po mojem slovenskem medijskem prostoru primanjkuje predvsem novinarjev, ki bi imeli čas in podporo pri svojih urednikih in pri svojih delodajalcih, lastnikih, da se specializirajo za določena področja in postanejo res dobri novinarji. Mi imamo zelo malo novinarjev v Sloveniji, ki, ko se pojavijo na televiziji, ljudje poslušajo, kaj bo novinar povedal. Jaz se spomnim pokojnega Jožeta Hudečka. On je imel tisto svojo rubriko, ki je bila v bistvu kolumna na televiziji in ti smo vsi poslušali. Vsakega zanima, kaj bo Hudeček povedal. Danes novinarjev s tem statusom praktično ni več. Delno tudi zaradi tega, ker so v takem položaju delovnem, da pravzaprav so prisiljeni z dneva v dan tekati od novice do novice, biti pri tem čim bolj senzacionalistični in tako naprej. Ampak mora bi zagotoviti tistim najboljšim tudi mir za to. Zato so pogosto poročila iz tujine bolj zanimiva, bolje pripravljena od teh dopisnikov iz tujine kot od domačih, zato ker tujini imajo ljudje več časa očitno, da v miru analizirajo zadeve, pa tudi malo so oddaljeni od tistega, o čemer poročajo. Tako mislim, da je predvsem to, manjka kakovostnega novinarstva. Jaz razmišljam tako, vloga države je, da definira, kaj to posebno poslanstvo je in potem se pod enakimi pogoji to poslanstvo lahko zagotavlja vsakdo, država mora pa to potem preverjati. Sej podoben sistem imamo že tudi v zdravstvu in v šolstvu, kjer tudi javne programe, ki so javno financirani, ki dajo recimo javno priznano izobrazbo, lahko izvajajo zasebni zavodi. Seveda pod določenimi pogoji in seveda z izrecnim dovoljenjem oziroma koncesijo države. Tako da ne vem, zakaj tak sistem ne bi možen tudi pri medijih. To je to. Hvala lepa. Hvala tudi vam.